V Celju bodo ledeni možje letos kar dobrodošli, kajti pridružili se bodo gasilcem in verjetno pomagali do konca pogasiti gozdni požar. Zjutraj je zagorelo na Grajskem hribu le streljaj od središča Celja in slavnega celjskega gradu. 90 gasilcev se je spopadlo s požarom, ki je zajel 16.000 kvadratnih metrov gozda. In pri tem so bili zelo uspešni. Odločilno je bilo, da ni bilo treba čakati na dež, da bi dobili pomoč iz zraka. Več Janez Ovsenik. Precej suha tla, strm in nedostopen teren, vetrovno vreme. Vse to je bil danes zjutraj dokaj zaskrbljujoč scenarij za gasilce. Okrog 8 ure smo bili obveščeni o požaru. Smo čuli sirene, skočim gor grem pogledat, pa vidim, da se kadi tukaj se včasih gorelo. Torej ni prvič, da je tukaj zagorelo? Ne, to je pred 7-8 letimi na istem placu gorelo. Dodatno smo aktivirali celo gasilsko zvezo Celje, s tem, da 8 enot prostovoljnih je prišlo na samo lokacijo pomagati. Skrbelo jih je, da bi se požar lahko širil proti hišam Kurje vasi. Poleg tega pa se je iz požarišča valil precej gost dim, zato so vse prebivalce Celja pozvali, naj zaprejo okna. A vsaj tu jim je šel veter na roko. Se ta dim kar uspešno tudi odvajal. Najbolj pomembno pa je, da so gasilci lahko računali na pomoč iz zraka. Smo se v roku 1 ure odločili, da bomo na pomoč poklicali zračne sile, uprave zaščite in reševanja, na kar so v roku 1 ure prišli. 2 traktorja, ki sta vodo zajemala v Velenjskem jezeru, sta bila odločilna. Še pred poldnevom so gasilci zato lahko sporočili, požar je omejen. Moramo vedeti, da če teren težko dostopen, ni prehoden, enostavno ti ne moreš gasilcev poslati v ta teren in tole lahko uspešno obvladuješ iz zraka. Za nekaj časa so bili ljudje v okolici brez elektrike, kajti prav zaradi polivanja vode z zraka so morali izklopiti daljnovod, a okoli 13 je elektrika že spet lahko stekla po teh žicah. Zelo hitro so rešili, mislim, da po enih parih urah je že skoraj vse zginilo. Svaka čast fantom, ne? Ja. Res, ala in vera, ne, res so na pravem mestu zmeraj. Dela zanje sicer še ni čisto konec. Bo treba tudi čez noč popaziti, da bo lahko občani v okolici varno spali. A računajo, da jim bo šla na roke vremenska napoved in bo tudi dež pomagal pogasiti še zadnja žarišča.